outfitu, z dolgimi lasmi, ampak brez brade, sem jaz zaključil svoj zadnji dan osnovne šole. Ana? V tem sem se jaz kregala v srednji šoli proti celemu svetu. Oh my god. Nisem se spremenila. Glej, jaz sem še sliko tu. Isti, ne? Drugič. Torej, iz moje emo faze. Hipi faze. Še vedno hipi, ampak vseeno malo brez spraševanja, kaj sem ful vesela, ali sem malo bolj žalostna. Značilni znak je stila v srednji šoli je bil, da si pač vse barve na sebe vrgel, brez da ima to bilo kaki smisel, in pa ful preširoke hlače. Svoj pogled to, gled to. Ja, pa 100-krat predolge, ne? Tretji. To oba smo čist brez barv. Pa jaz sem čop. Ja, to je moj začetek faksa, ko sem bila preveč kul, da bi mi bilo mar, ne? Vse bo črno, moj stil je bil sestavljen samo iz sivih in črnih oblačil, čist brez življenja, brez barve. Ja, jaz sem obdržala pisana pokrivala, to še imam pa vedno. Tako da, stili se spreminjajo še življenja, ne? Tako so se v bistvu tudi najni. Ja, jaz si mislim, da se stili spreminjajo isto, kot se spreminjamo mi. Zato, ker to, kar oblečeš, je neko ogledalo tega, kdo v resnici si. Čisto res. Čau, sva Rok in Ana. Na YouTubu naju najdete na kanalu Narokana in vi gledate vlogersko oddajo Čist zares. V njej se druživa z mladimi, ki imajo radi izzive, radi preizkušajo svoje meje in spoznavajo nove stvari. In tole je najin stil oblačenja. Kakšen stil imaš ti? A znaš barvno uskladiti svoje oblačila? Ali nosiš gležnje od zunaj ali jih zakriješ? A slediš modnim trendom ali pa si ostal v prejšnjem stoletju? Danes poznavava modno kreiranje. Čisto zares. Živja. Z nama je Lara. Ja, sem Lara, prihajam iz Grosuplja, sem zaključila tolo šolo, sem modna oblikovalka. Kaj rada počneš? Kaj rada počnem? Rada se družim s prijatelji, sem zelo taka družabna oseba, drugače se pa ukvarjam tudi s fitnessom, bila sem kar nekaj časa tudi plesalka, tako da me tudi to zelo zanima, pa ne vem, zelo rada imam glasbo, te berem rada, tako te stvari, ne. A ti vse to pomaga pri temu, da se tudi na področju mode malo izobražuješ? Ja, branje, pa tako raziskovanje, ker imam zelo rada tudi umetnostno zgodovino, to mi vse pomaga pri temu, da sem boljša modna oblikovalka, da pač večji spekter imaš, ne. Drugače pa ja, vse pomaga, tudi to, ja, tudi fitness pomaga, da se pač takrat odklopam in mogoče potem, ker ne razmišljam o tem, dobim kako idejo čisto od odzadaj, ki je bila skrita, recimo, no. To je tvoja umetnina? To je umetnina Mihaela Stroja, ne, v mojem pač printu, sem pač malo v Photoshopu malo spremenila, drugače pa ja, to je kreacija 3. letnika. Na zaključni reviji je bila pač lani to predstavljeno in ja, je po inspiraciji pač Mihaela Stroja svetle, po pač tej sliki. Wow. Zakam človek to obleče? Jaz sem imela recimo spodnji del zdaj na zaključni modni reviji v 4. letniku oblečenega, zgornji del pa je pač zelo nosljiv, no, ker tudi v šolo sem ga imela pa tako. To je še en drug projekt bil, to je projekt, ki smo delali pač pametno jakno, za nek Erasmus, za neka patente in to je pač solarna celica, katera polni tukaj nek powerbank, neko baterijo v žepu, ki potem spredi lahko, kjer lahko potem damo tukaj čez kabel in polnimo telefon. Tukaj imamo naprej pol čisto 100% svilo, ne? Ki je sicer zelo
težka za delo, ampak je pač prosojna in izgleda zelo tako zelo elegantno, ne? Kaj se pa moraš kot modni oblikovalec obvladati? Celoten delovni proces, od čiste ideje, od nič, se pravi od tega, da dobiš neko inspiracijo, narediš koncept, kako boš zasnuješ pa celoten koncept in sistem dela, potem pa od krojev do modelacij, do tega, da pač izmeriš človeka, recimo, ne, pa do tega, da bolj zašiješ vse detaljno, vse, ne, čim lepše in pa potem predstaviš to nekomu, ne. Prodati moraš znati konec koncev, ne. To zveni, kot da rabiš ful spretnosti za to. Ja, je res, ja, ampak to se recimo, jaz sem pač 4 leta zdaj hodila na šolo, na srednjo šolo za oblikovanje in sem se vse to naučila, no. Res tak čez proces, ker se ti sploh ne zdi, da se res toliko učiš, na koncu prideš do tega, da si sam tako, sem se pa kar nekaj naučila. In danes je tudi en izziv, kaj se bo zgodilo, Lara. Ja, to je zdaj svoj vrsten spet nek nov izziv, se pravi, bom po meri naredila nek zgoren del oblačila za Ano. Nek tak zgornji del oblačila, ki bo pasel na tvoj trenuten videz. Vse, kar je z modo povezano, se mi zdi, da ima ful enih izrazov, ki se med seboj prepletajo. Kakšna je razlika med modo pa stilom? Kaj je moderno? Moda je nek splošen pojem za vse stile oblačenja, za vse, kar je povezano z modo, vse segmente mode. Stil je pa vsak ima svoj stil, pa so te skupine različne, ki imajo svoj stil. Se pravi, ti imaš osebni stil, ampak oblačeš se pa po modnih smernicah. En rek sem slišal nekje. V modi sta najbolj smešna prvi in zadnji. Najverjetneje bi to znal biti na lih ta stil, ne? Tisti, ki je prvi v tem stilu in ga vsi čudno gledajo, kaj je on zdaj oblečen, in tisti, ki je zadnji, ki je že out. Kaj bi rekla, da je zdaj najbolj moderno? Ja, lih te neon barve, pa zemeljski toni, pliseji, se pravi, to so te mehne gubice, ki so krila, recimo. Daš pa zelo nazaj k naravi te materiali, se pravi, bombaž, lan, tako res te naravni in potem te čist navadni kroji. Koliko se ti pa zdi, naprimer, da jaz kot posameznik moram slediti nekim trendom mode? Ni treba. Ni treba? Ni treba, zakaj bi? Okej. Torej je okej, če nimam zdaj gležnjev ven, naprimer. Ne vem, Rok, malo izstopaš. Če rad izstopaš, potem je to okej. Prvi pa zadnji. Prvi pa zadnji, ne? Lahko kar pogledaš, kaj moja omara ponuja. Okej. Vidim, da imaš ful enih barv, različnih vzorcev. Okej. Pa zelo bolj temne barve, bolj pa ne. Tako se mi zdi, da temne pa najlažje pokombiniram. Meni se zdi vedno klasičen problem, nič nimam. Aha, vsake ženske. Ja. To je točno to, ja. Mi lahko narediš par kombinacij, da mogoče mi pokažeš, kaj lahko skombiniram. Ker mi dostikrat zmanjka idej. Okej. Bomo probali, sprav ene osnovni kos črne hlače, pa pol tale, ki mi je bila že prej zelo všeč. Za čez. Tukaj lahko seveda tudi kak pas, ne? Ali pa isto tolo, ne? Ali pa tolo. Tole je super, ne? Te tri ali pa puloverček, ne? Ampak tiste je še boljše, zato ker se vidi pol te napisi, ki so ful dobri. Ta tisk na majici se vidi, če imaš to recimo odpet. Se pravi, tale je tudi super kombinacija. Kaj si pa misliš o Roku? Jaz sem zdaj v tišini tu zadaj. Se ga ne bi najdel. Ja, obešalnik sem bil tu zadaj. Pridi, Rok, da še Ne, malo pokomentiramo. Nerodno. Se isto malo bolj na vintage, saj te zgornji deli. Okej. Sad pustimo ga.
Pustimo, a ni upanja, tako da se ne, pustimo ga. To so kičasto vesela sem, res. Kako se začne ta proces? Ja, najprej moram narisati, zdaj to tudi delam, eno silhueto dizajna zate, se pravi, da bom narisala nekako tebe v tem tvojem outfitu z mojo kreacijo. A je pomembno, kako skico narišeš? Pač to je zdaj res ti sam tako idejno, ne? To je zdaj, kako sem si jaz zamislila. Je pa da zelo pomembno, ne? Pač kako narišeš, sploh pa tiste tehnične risbe, ki pa pol res so izrisani vsi detajli, kako se naredijo in je pol veliko lažji, da ti tudi kdo, recimo, če imaš kak problem. Začneš torej s svinčnikom, tu imaš pa še ful nekih drugih stvari. Najprej narišem s svinčnikom, pa narišem še s kulijom čez. To je zdaj pač tvoje hlače, ne? Ful dosti krat vidim, da so te modne skice en tak odraz tega, kdo ustvarjalec je. Ker vsak riše drugačne te silhuete in se ful drugače loteva. Se strinjam, ja. Nekako imajo pa vsi vedno take dolge noge, ki se Pač to nikoli je ne vedno te končajo. razpotegnjene figure, no, sej to je vedno isto, no. Lepo rišeš. Kaj vse potem moraš tehnično narisati? Začneš z skico? Najprej začnem s tako neko skico, kaj pač si jaz predstavljam, ne. Potem pa naredim tehnični izris in pa potem začnem ukroje delati, ne, pač kako. Imaš kak tehnični izris in mi ga lahko kažeš? To je kaj? To je tvoj... To je tehnični izris. Wow. Ja, to je recimo tehnična, to je pa pol neka ilustracija. Odločila si se za zgornji del. Jaz iz tega razberem, da bo to en tak poln del, kot da bo imel neke našitke na sebi in take stvari. Tak si predlagam. Imaš prav. Wow. To je skica. Ja, to je zdaj skica. Malo je tako futuristično, ne? Ja, res je tak si. Jaz si ne znam točno še predstavljati. Ja, ta skica zdaj za Najo, ki nimamo tega v glavi, verjetno kot ti, je zelo abstraktna. Ja, sej, to je, zato pa mi izrišemo tisto, kar sem jaz pač pol pokazala, ne? Tam pa pač je vse tako, da si pač predstavljaš lažje, ne? Bom lahko tudi jaz to nosil? Če lahko nosiš konfekcijsko številko S v trgovinah žensko, pa lahko. Lara me mora zmeriti. Tole je pas. Kje je pas sicer? Ja, pas je tukaj najožji del. Pasni obseg se meri v najožjem delu, bočni obseg se meri pa v najširšem delu. Rok, ki si želiš tam zapiš. DK? Domnevam? 45. V redu. Zdaj imamo pa zmeraj še tukaj rokav. Ramo. A jaz za to zapišem. Jaz sem zdaj kar postal... DR. Jaz sem zdaj kar promoviran bil v modnega asistenta. 77. 77. Da. Prišla sem do problema, ker sem vzela preveč preveliko mero in je tlele preširoko. Tako da moramo zdaj to še enkrat, oziroma moram nekako popraviti. Morala bi vzeti 1/8 prstnega obsega, oziroma sem pa po nesreči, ker sem pač pozala sem vzela 1/4. Se pravi, da je to enkrat večji zdaj, ne? Ana, mere imaš narobne. Vidim, jaz sem videla tiste številke, pa so se mi malo sumljive zdele. Koliko sem razumela, je vzela preveliko mero, kar pomeni, da bi bilo preveliko. Kar je pa itak moderno.
Ampak je rekla, da bo znova naredila, pa malo se ji zavleče proces, ampak mislim, da bo vseeno šlo skozi. Res me zanima, kako bo Spadlo. Ja. To si zdaj popravila? Ja, to sem zdaj popravila, sem pač tukaj malo zožala in je zdaj, mislim, da je v redu. Bomo videli. Mogli bi biti, no. Ti lahko pomagam kaj? Ja, zdaj moramo tole izrezati, tako da škarjo vzamem, pa vsaka polovica sproti zadnji del, jaz pa spreden del pač prereževa. Gremo na pol. Se pravi, to je, če bi si dala tak, ta zadnja polovica je Ja. to. To imaš te kroje, ki jih rišeš, na kak način jih oblikuješ? Imaš kakšne standarde, ki se jih moraš držati? Ja, pač to so kroji, ki jih delamo po nemškem sistemu in so pač vedno enaki, ampak pa se pa pač regulirajo rame, regulirajo se prsni všitki, širine, ne, dolžine. Kak kroj si pa meni namenila? Ta je osnovni ženski kroj. To se pač uporablja za večino zgornjih delov. Ti si že konc? Oh my god, jaz nisem tako hitra. Ja, sproj. Kaj, če ne grem čisto po črtah, je lahko kaj ful narobe? Ja, fajn je, da se gre čim bolj, ne? Bolj se bom potrudila, lepša bom. Kar tukaj leprim na koncu na robu. Pa kar tako. Da pa to poravnamo. Zakaj si se odločila za ta odtenek? Zato pač najprej sem hotela v bistvu vzeti navadno belo srajčno blago, ne? Potem sem začela pa malo gledati, pač po trgovini z blagom, ne, malo spoznavati okolje in sem videla, da je pač tak, mislim, da je ta zelo tak luškan, ne, ta še malo s črtami in da bo pol to, ko bomo začeli malo še pol obračati te črte in tako, ne, ko bo pol na tem gor bo je pač malo obrnjene, pa na drugi strani malo drugačne. Ta je malo bolj svetla, ne, ta je malo bolj močna in bo pol dosti zanimiv efekt prišel. Zdaj moraš pa z butikami to gor spet in spet izrezati. Ja, mislim, obrisala bom še skredo, potem pa izrezala še to. Evo, prvi kos je, zdaj takole bo, ne? To bo tako brez rokavov. Ja. Oh god, Rok, kaj vidiš to? Kaj? Všeč mi je. Evo, zdaj pa naprej. Se mi zdi, da tudi če bi ti želela pomagati, zdaj na tej točki ne bi več mogla. Ja, no, tukaj je zdaj tako, no, v bistvu je samo buckanje, ampak je treba pa čist ob zadrgi, ne, zato da bo pol čim lepš zašito, ne. Šivati si se naučila sama? Ne, jaz sem se prvi za šivanje strojev sedla tukaj. Jaz nikoli v prvem letniku. Pač mene je ful zanimala, sploh je treba znati tukaj šivati ali ni treba, ne, noben ni takrat povedal. Kaj vse te je ta šola naučila? Naučila me je od modnega oblikovanja, od samih, kako se zasnuje koncept, kako se zasnujejo te začetne skice. Vse je bilo do tega, prišlo pa do te mere, da si pač ti naučil neke natančno, si pač vsaka stvar je tako zasnovana na našem oddelku, da pač res ti priješ na koncu do neke točke, brez da bi ti vedel, da si se naučil znaš. Glede na to, da si zdaj 4. letnik, pa da se odpravljaš v tujino, ti bo žal, ker greš, ti bo hudo? Ja, hudo mi je, ne, sploh zaradi tega, ker pač je bilo tukaj, sem se imela 4 let super, tudi prijatelj sem spoznala ogromen, ampak če imam to možnost. Ti že veš, kaj bi počel v življenju? Ja, v življenju. V življenju, to so velika vprašanja, Ana. Za enkrat se ti samo s tem obremenjuj, kaj bo s tvojo obliko. Glej, kaj bo z mojo obliko.
rabi. Daj, Lara, prikos. Ok. Lara, vse te kreacije, ki jih bolj ti kreiraš, kot tudi Anino obleko, ti potem to nekje predstavljaš ali pokažeš? Ja, zaenkrat sem sodelovala enkrat na Fashion Weeku, sem predstavila neko svojo srajco, belo srajco, pa dvakrat zdaj na tem naši zaključni modni reviji v Srednje šole za oblikovanje. Pa si imela ti tudi svoj segment? Predstavila sem 3 kreacije, ker so bile inspirirane s temo Srečka Kosovela. Potem konc 5, pa Srečko Kosovel poezija. Ja, poezija, ja, pač ta konstruktivistična umetnost sama in pa pač njegove pesmi konstruktivistične, te konsija. Kakšni so bili odzivi potem na izdelke? Ja, jaz sem kar malo presenečen, so bili kar zelo pozitivni, no. Pač ljudje so tako, ker je bilo pol konc hodili do mene, pa mi čestitali, ker se mi še ni naredilo, no, da bi res tako, tudi če jih nisem poznala, ne. In pač mi je res veliko pomenilo, no. Boš enega dne potem imela svojo modno znamko? Upam, no. Mislim, meni vem, da je cilj to, da bi jaz šla po ulici in bi videla ljudi, ki nosijo moje stvari. In pol ne, sam takole vzameš barvo in potegneš. Ana si mora zdaj pobarvati svoje lastne oblačila. Prej sem pomislila, a bi jaz upal to barvati, pa zdaj gledam, pa bom kar tebi prepustil, Ana. To so zdaj zadnji trenutki, preden jaz vidim, kako Ana izgleda v njenem novem dizajnerskem kostumu. Lara se tule pripravlja, da bo z njo imela fotoshooting, zdaj pa jaz ne vem, kdo od naju z Laro je bolj živčen. Ti. Ja, mislim, da sem jaz. Kako se ti zdi, da bo izpadlo? Po moje, da bo v redu, no. A sva pripravljala? A sem jaz Bila je pripravljena? kot božička. Ana, a si ti pripravljena? Jaz sem pripravljena. Ok, ko božička jo božičeva? Ok. 3, 4. Ana! Wow! Glej to, prosim. Wow! Prosim, pa glej to. A ni... Paše, ti dejansko. Bolj tako si prišla, tako zaravnano si to. prišla ven. Ponosna! No, meni največje veselje je to, da je pač na koncu ne všeč, to je pač meni največ pomen. A boste imeli zdaj še fotoshooting? Bodi malo levinja. Daj malo roko v bok. Najdi malo svoj notranji konstruktivizem. Ok, tukaj si še malo okoli obrneš. Tak, ja. Eto, to je to. Kako ti je bilo, ko si prvič dala to gor in se prvič videla v ogledalu? Se mi res je tako, da se počutim zelo močno. Tako se mi zdi, kot da mi res doda nek ta... Je na njo narejen, ne, zato je tudi takoj pač bolj itelirano, ne, se pravi, ni narejen čisto prijeti kroj, narejen poloprijeti kroj, ne, zato da pač jo ne stiska, ker ni tak material, da bi lahko jo se kaj veliko premikalo, ne vem, če bi bil čisto prijet. Zdaj sta zdaj zelo Ja. barvno usklajeni, jaz pa zdaj tu brez svoje fluorescentne barve, ne. Zdaj smo še kar, veš, če daš tak, ne? Lara? Si zadovoljna? Sem. Če bi lahko zdaj dala en tak čist splošni nasvet komorkoli, ki se loteva česarkoli v življenju, Ja, kaj bi bil tvoj nasvet? sam ne obupati. Ko padeš, se sam pobereš in ne obupaš. To je smisel, da je. Čist zares. Čist zares. Je vesela. Meni je bilo danes v bistvu najbolj všeč to, da sem videl skozi ta proces Larinega ustvarjanja, to, kako lahko modna oblikovalka in pa osebo, za katero ona oblikuje, nekako sodelujeta v tem procesu in potem nastane nekaj res lepega, ne. Čist zares. Pa spremljate nam na YouTubeu na kanalu Narokana.